Lep pozdrav in dobrodošli v še enem videu, kjer raziskujemo kriptoprojekte. No, in tokrat se je v tem videu znašel, za namene tega videa, znašel Pax Gold. Zelo zanimiv projekt. Dajmo si malček pogledati, kaj ta projekt sploh predstavlja. Torej, Pax Gold, PaxG, je inovativen kriptoprojekt, ki združuje prednosti blockchain tehnologije in naložb v zlato. Gre za digitalno sredstvo, ki je podprto z dejanskim fizičnim zlatom, kar pomeni, da vsak PaxG žeton predstavlja točno eno unčo zlata, ki je shranjena v profesionalnih trezorjih z visoko varnostjo. Projekt je zasnovala družba Paxos Trust Company, ki je znana po svojih prizadevanjih za transparentnost in skladnost z regulativnimi standardi. Glavni namen PaxG je omogočiti vlagateljem, da dostopajo do zlata brez težav, ki običajno spremljajo fizično lastništvo, kot so stroški skladiščenja, varnosti in transporta. Z nakupom PaxG vlagatelji pridobijo pravico do lastništva pravega zlata, ki ga lahko kadarkoli zamenjajo za fizične zlate palice ali denar. Ker je PaxG tokeniziran na blockchainu Ethereum, ga je mogoče enostavno prenesti, trgovati in hraniti na digitalnih denarnicah. Projekt PaxG je tudi pomemben korak naprej v integraciji tradicionalnih sredstev z novimi tehnologijami. Odprl je vrata investitorjem, ki želijo diversificirati svoj portfelj z zlatom, ne da bi se odpovedali prednostim decentraliziranega finančnega sistema. Ta model je privlačen tako za institucionalne vlagatelje, kot tudi za posameznike, ki iščejo varno in učinkovito alternativo tradicionalnim naložbam v plemenite kovine. No, pa dajmo si najprej malo pogledati njihovo spletno stran. Moram reči, da je kar taka lepa spletna stran, čisto enostavna, zelo prijazna očem in tukaj imajo tudi vse obrazloženo, kar se tiče svojega žetona, kaj projekt predstavlja. To mi je predvsem všeč. Takojšen link na njihov white paper ali belo knjigo, če kliknem gor, lahko vidimo, da je vse lepo in super obrazloženo. Seveda, belo knjigo si je treba vedno prebrati, preden se kamorkoli kaj investira. Tako da za prvi segment, kjer pregledujemo sam projekt, jasnost cilja projekta, vpliv na industrijo, jasnost bele knjige, dobi ta projekt vseh 15 točk od vseh možnih 15. Projekt je zelo jasen, vpliva na realno industrijo in seveda bela knjiga je tudi zelo lepo napisana in jasna. Naprej imamo tukaj ekipo in podporo. Zdaj, jaz tukaj sicer nisem našel, tako kot imamo ponavadi na LinkedInu, imajo pa tukaj na spletni strani svojo vodilno ekipo. To je tukaj pod About Us. In kot vidimo, imajo nekatera kar znana imena. Znanja je tukaj ogromno, zdaj teh oseb ponavadi zdaj nisem našel tako na LinkedInu, tako da kar je tukaj zapisano, je to. In moram reči, da imajo kar precej znanja, sploh kar se tiče investiranja, recimo TIF, Investment Management, Vanguard, pa BlackRock, kot je bil na primer Brian Stern notri. Tako da znanje tukaj vsekakor je. Dajmo si pogledati še investitorje v ozadju in tukaj lahko vidimo, samo da dam tole obvestilo stran, kjer so zbrali 300 milijonov v seriji D in pogledajte, kdo vse je bil tukaj notri vse vključen.
recimo PayPal, Westcape, Liberty City, tako da ja, so definitivno tudi znana imena tukaj v ozadju. In za ekipo in podporo tako dobijo 15 točk od vseh možnih 15. Naprej imamo tretji segment, blockchain in žeton. Tukaj smo že takoj pojasnili na začetku. Seveda, blockchain je sestavni del rešitve in tudi žeton ima jasen mehanizem za sabo, tako da tudi tukaj dobijo 10 točk od vseh možnih 10. Napredek in cilji. Kakšne napredke ima kaj tale projekt in tudi kako obvešča svoje uporabnike. No, tukaj sem jaz našel tale blog, sicer kar redno obveščajo, ampak veste, kako smo vajeni bili tudi pri kakšnih prejšnjih projektih, kjer prav kažejo svoj postopek in proces oziroma koliko daleč so v procesu. No, tukaj sem tole malček pogrešal, tako da moram biti pošten in tudi tukaj dati pač 3 točke od vseh možnih 5. Naprej, naslednji segment je tehnična analiza in kot že vemo, tukaj je popolna korelacija z zlatom. Edino tukaj ne vem, kaj se je zgodilo, ampak ja, trenutno je tole v pozitivnem trendu s kar močnim zagonom. Tukaj recimo vidimo, da udarjamo zdaj že kar nekajkrat v tole mejo 2740, medtem ko imamo konstantno višja dna. Tudi RSI ima trenutno malček mešane signale, tako da bo treba tukaj še malček počakati pa videti, kaj se bo dejansko zgodilo. Drugače imajo pa kar velik volumen na kar uglednih menjalnicah. Tako da vse to je super, ampak za tale segment dobijo 13 točk od vseh možnih 15, zaradi tega, ker so malček mešani signali, kar se tiče RSI-ja. Naprej naslednji segment, 6. segment, je sentiment, kakšna je njihova skupnost in kakšna je adopcija uporabnikov. In če gremo čisto na dno spletne strani in pogledamo njihov X oziroma bivši Twitter, imajo tukaj 46 000 uporabnikov oziroma sledilcev in pa na LinkedInu imajo pa 40 000 sledilcev. Tako da, ja, sicer smo vajeni večjih skupnosti, ampak vseeno, dosežt 40 000 sledilcev ni mala stvar. Poleg tega pa je tudi kar konkretna adopcija, recimo iz strani Credit Suisse pa Societe Generale, tako da imajo kar ena močna podjetja v svojem ozadju in za ta segment, sentiment, dobijo vseh možnih 10 točk. In naprej imamo Certik varnostno preverjanje. Kako bo kaj pokazalo za tale kriptoprojekt? Ponavadi se je vedno zapletlo pri Certiku. In ja, tukaj lahko vidimo, da imajo opravljeno revizijo, kar je super. Tudi ni nobenih večjih težav. Njihova ocena je ekstremno visoka. Če je bilo karkoli narobe, je bilo odpravljeno pravočasno. Tako da meni se to vsekakor zdi zelo, zelo dobro. Tako da za Certik varnostno preverjanje dobi vseh 25 točk od možnih 25. Jaz mislim, nisem ravno prepričan, ampak mislim, da je to prvi projekt, ki mu je to uspelo, kar je super. In tako dobimo končno oceno 91 od 100. Zelo, zelo visoka ocena in to projekt uvršča med kategorijo odlično močan investicijski
potencial. Kaj pa si vi mislite o tem projektu? Kar napišite nam spodaj, tudi če smo morda kaj pozabili. Tako, to bo tudi naša raziskava, no ponavadi te raziskave trajajo še precej dlje, jaz na te videe pridem že nekako pripravljen, tudi z vsemi povezavami, kje sem karkoli kaj iskal. No, kakorkoli že, obeta se še en zanimiv projekt, ne bom še izdal, kateri je, tako da dajte se naročiti na naš kanal, da slučajno ne boste zamudili. Zdaj pa vas še lepo pozdravljam, dajte nam še kakšen všeček, če vam je bilo tole všeč, komentirajte spodaj in se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau.